En lep nepremičninski pozdrav vsem skupaj, sem Mojca Žižek Mesarec in danes smo v bistvu v drugi seriji odgovorov na nepremičninski maraton. Nepremičninski maraton je potekal tam 2 meseca nazaj in v nepremičninskem maratonu smo skupaj v bistvu reševali, seveda brezplačno, vaše nepremičninske izzive. Vesela in hvaležna sem, da nas spremljate v tako velikem številu in seveda za vsa ta vaša vprašanja. Hvala. Tako bom rekla, v tem nepremičninskem maratonu sem tudi jaz postala malo bolj modra. Zakaj? Nihče nima odgovorov na vsa vprašanja in nekako sem zagovornica tega, da moramo vsak dan rasti in se učiti. In tudi jaz sem se dosti naučila, zato ker z določenimi zadevami, kljub temu, da že delam 13 let z nepremičninami aktivno, se enostavno ne srečujemo vsak dan. Tako da v prvi seriji sem vas pozvala, da preverite svoje zemljiško-knjižne izpiske svojih nepremičnin, ker se seveda marsikaj skriva notri, torej neke hipoteke, ki smo jih že odplačali, pa se niso izbrisale. Našli smo zaznambe iz leta 51 in tako naprej, tako da bolj ali manj smo vse zadeve rešili. Mislim, da še eno zadevo ministrstvo rešuje. Tako da res hvala. Zdaj verjamem, da vas večina tega posnetka ne gleda v živo, tako da bom vesela, da tisti, kateri gledate v živo, spodaj napišete v komentar, da ste z mano v živo. Tisti, ki pa gledate posnetek, pa da gledate v posnetku. Pa gremo zdaj, jaz sem se dotaknila danes davkov, torej serije vprašanj v navezavi z davkom. Tako da bom kar prebrala vprašanja kot v prvi seriji, pa podala te odgovore. Prvo vprašanje je taka osnova. Sandra je vprašala, koliko znaša davek, če se odloči, da bo nepremičnino prodala. Seveda davek na promet nepremičnin znaša 2% od prodajne vrednosti nepremičnine. Torej v praksi, če je nepremičnina vredna 100 tisoč, torej da je na prodajni pogodbi napisano 100 tisoč, boste plačali davka na promet nepremičnin 2%. Klavdija je po mami podedovala parcelo, ki bi jo zdaj rada prodala in jo zanima, kako je zdaj z kapitalskim dobičkom. Kapitalski dobiček se je povišal iz 25% na 27,5% letos januarja in seveda pride v poštev za vse tiste, ki niso na nepremičnini stalno prijavljeni zadnja 3 leta in lastniki. Ker pa je Klavdija podedovala to parcelo, torej po mami, pa je seveda tukaj ena opcija in sicer, da se naredi cenitev. To smo z Klavdijo, mislim, da uspešno rešile. Naš cenilec je naredil cenitev na dan dedovanja, enako kot na dan prodaje. Seveda, če to gre, tako da je vse skupaj tudi odvisno od primera do primera. Tako da to je bilo to. Ja, Petra pa je zanimalo, kako je pri menjavi nepremičnine, če sploh potrebno kakšne davke plačati, ker oni v bistvu menjujejo nepremičnino. Zdaj, Peter, žal je treba plačati za vsak promet z nepremičnino, torej vi za vašo nepremičnino in seveda druga stran za svojo nepremičnino, teda žal tukaj je treba plačati tudi davek na promet nepremičnin. Pa še eno tako zadevo smo imeli in sicer Sabina nam je pisala, da prodajajo manjšo nepremičnino in kupujejo večjo. In da so 2 leti prijavljeni na nepremičnini, glede na to, da pa seveda stanovanjski problem rešujejo, da bojo v nepremičnini naprej živeli, če imajo kakšne olajšave na kapitalski dobiček. Žal, Sabina ne, Sabina se mi potem več ni javila na e-mail, teda Sabina, če se še vedno s tem izzivom soočaš, da me pokliči ali pa mi piši na mojca@galea.si. Ker tukaj zdaj tudi gre za vprašanje, kako velik je ta kapitalski dobiček. Mogoče pa bi počakali 1 leto še s prodajo, pa bi jo potem prodali. Seveda, če ste prijavljeni na nepremičnini,
Tako da zdaj je res vse odvisno od višine kapitalskega dobička in seveda od nepremičnine, ki jo kupujete. Žal pa tu ni nobene olajšave, torej enako davek na promet nepremičnin in pa kapitalski dobiček, ki pa se v bistvu plača na razliko med nakupno in prodajno vrednostjo. Na primeru recimo, da ste kupili nepremičnino za 100 tisoč, prodate jo za 150 tisoč, je pač treba na teh 50 tisoč evrov plačati ta kapitalski dobiček. Tako da, to je, kar se tiče davkov, čisto na kratko, toliko, da vam predam to informacijo, mogoče seveda še komu pride prav. Upam, da je bil ta video razumljiv in seveda koristen. Dajte ga deliti med svoje prijatelje, mogoče pa se kdo ravnokar sooča z temi izzivi. Teda, to je z moje strani za danes. Še enkrat hvala vam, da nas spremljate. Vidimo se v naslednji, zadnji seriji nepremičninskega maratona oziroma odgovoru na nepremičninski maraton. Do takrat pa, kaj vam naj rečem, ostanite pozitivni in ostanite v cvetju. Čau!